tudi vesel, da je moj sin končno prišel v cerkev. Tako drugače, v redu vse. Vse v redu. A bo še hodil v cerkev zdaj? Bomo videli. Ja, kaj videl je. Amen. Ja, bomo videli, amen. Ok, dajmo si pogledati v Lukotom evangeliju. A danes si ti na računalniku, Barbara? To bo pa kar zanimivo. A ja, očalek pozabila. Aha. Pa si zdaj ti njen vid. Ti si njena očala. Wow, haleluja. Timsko delo, amen. Ja, lepo te videti, Fani, med nami, haleluja. Bog deluje. Hvala. Aleluja. Ker laže prebolevam vse. Vem, da je on v nebesi, da je srečen, jaz pa na zemlji in tudi bo prišel čas, bom tudi jaz enkrat šla. Amen. Hvala ti, Gospod, da ti to lažeš, Fani, in da bomo tudi mi hmali s Klemnom, ko bomo ustrajali z Evosom do konca. Amen. Ker piše, kdor bo ustrajal do konca, bo odrešen. Reč svomu sedu, moraš do konca ustrajati. Ustraj, David, do konca. David, možda ustrajati. Do konca. Haleluja. Dajmo si pogledati v Lukatu 2, ali pa gremo v ena. Ne bo šel čez celo zgodbo, ampak sam par točk bi rad povedal. V Lukatu 1 beramo v 26. vrstici. V 6. mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret, k devici zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše. Tukaj je bilo nekih, 12-14 hiš v tem mestu in tukaj je bila neka teenagerka in noben ni za njih vedel in tle pride angel Gabriel. Wow. Po boje, noben ni bil pripravljen na to. Niti hudič, niti ljudje, noben. On kar pride, bum, v en Nazaret. To je tako, kot da bi prišel, ne vem, iz kjerga dela Šentjurja Stigor. To je tako, kot da bi v Hrušovc prišel Gabriel, angel, haleluja. Amen. Še v Šentjur ne. Šentjur bi bilo že preveliko mesto. On je prišel v Hrušovc, haleluja. To je reč svojemu sosedu, nič ni premalo za Boga. Noben ni premalo. Amen. Nič. Lahko si misliš, kdo sem jaz nisem nič. Jaz sem nepomemben. Ful se motiš. To si se pa res motil. Ti si ful pomemben. Amen. Ker s tabo je cela vojska angelov. Amen. Ker ti hodiš z Evosom. Razumeš, če si ti v Nazaretu, pa da tja pride Gabriel, pol je to kar pomemben kraj rad. Naenkrat je nekaj najbolj nepomembnega postalo najbolj pomembno. Amen. Recimo v sosedu, vedno bo v centru Božje volje. Tu, če je to Hrušovc. Amen. Tu, če si iz Hrušovca, nima veze. Wow, naenkrat Nazaret postane središče sveta. Amen. Ker si ti sprejel Jezus. Amen. Središče vsega smisla življenja je zdaj prišlo vate. Amen.
Prej si bila v ne vem kjerih duhovnostih, mučaš otroke, da tja podajo. Pol pa vse pride vate, haleluja. Ni treba več tja hoditi, ker je Bog prišel vate, haleluja. Amen. To je prava duhovnost, amen. Da je ne iščeš nikjer, ampak da ona pride vate. In to je pa Jezus. Amen, to je naš Jezus, haleluja. In sploh ni važno, je Nazaret, ali Betlehem, ali Jeruzalem, ali Hrušovc, haleluja. Ali je Celje pri Šentjurju, čisto vse, haleluja. In zdaj piše, devici je bilo ime Marija, angel je vstopil k njej in rekel, pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj. Amen. Mi smo sprejeli milost, cerkev. Amen. Zato, ker je Gospod z nami, haleluja. Amen. To je največ, kar imaš lahko. Največ, kar lahko imaš, je Božja milost. Amen. Lahko si ful discipliniran, lahko si ful čudovit človek. Sem brez Božje milosti, si totalna loser in grešnik. Ker ni Bog s tabo. Bog je s tabo, sam če imaš Božjo milost. Amen. Božja milost je pa nezaslužena Božja naklonjenost. Amen. Nekaj, kar si nisi zaslužil, je on ti podaril in ti si sprejel. Amen. In to je the best. In enkrat ni važno, iz kje si sprejel si Božjo milost in si obdarjen, haleluja. Amen. To je beseda za milost, je beseda karis, iz kjerga imamo recimo družbe, karitas in tako naprej. Se prav se dajo darila. Amen. Ti boš še, da ti si največje darilo za ta svet. Amen. Ker si sprejel Božjo milost. Amen. Si obdarjen. Ti imaš zdaj, jaz včasih tako, sem skozi razmišljal, ko vsak let so otroci več in pol jim moš večja darila kupiti, tako za Božič pa tako naprej. In pol komu vse moš kupiti darila, recimo, svoj ženi, drugi, tretji. In pol pač to vsak let mora biti malo več kot prejšnji let, tako. Mogoče ne. Ampak cerkev, mi smo obdarjeni z Božjo milostjo. Amen? Največ, kar lahko daš, je, da si obdarjen z Božjo milostjo. Amen? In pol kamorkoli priješ, si blagoslov za ljudi tam. Lahko si dal eno majhno pozornost, en dar, ki te ni veliko denarja koštal, ampak tvoja prisotnost je tam. Amen? Ti si prisoten. Amen? Ti priješ z milostjo do človeka. Amen? Božja prisotnost pride s tabo. Haleluja. Haleluja. Recimo, ko je Catherine Kuhlman umrla v bolnici, je še 3 mesece, cel tis nadstropje dišal po vrtnicah. To je Božja prisotnost. Ker za eno osebo, ki je ful maziljena, ki je polna sveta. Amen? In to se zavedi, v tepe Božja milost. Ti, ka nekam priješ, je druga atmosfera. Amen? In s Fani sem se pogovarjal, koliko časa že diši po rožah v tvojem stanovanju. 3 dni. In sem mi razložil, to je Božja prisotnost. Amen? Ker si izgubila sina, ampak Bog te pa ni pozabil. Amen? On je pa zdaj pač tam ful mogočno prisoten. To je dober cirkev. Amen? Verjem, da kamorkoli greš, gre Božja milost s tabo in to je največje darilo. Amen? Ne rabiš imeti ful denarja. Hvala ti, Jezus. In kaj še rekel? Preden je rekel, našla si Božjo milost? Pa ste si zapomnili, kaj prej rekel? Kaj se imate na steni? To bo težek izpit, če imate vse že napisane na steni. Davita, imate vi tudi tako v šoli odgovore, kar na steni? Ne, ponavad. To je samo v cerkvi, veš. Tukaj je ful Božja milost. Najprej rekel, ne boj se. Wow. Ne boj se, amen. To si ponavljal čez cel Božič. Ne boj se, amen. Ne boj se, vse je cool. Ma se kdo kaj boji danes? Ne. A ti kaj je strah, da ti ne gre toliko dobro, da ne boš toliko uspešen, da nimaš dosti znanja, da karkoli, da drug let se bo pa elektrika podražila. Ne. Ne, kaj je bilo? A ne. Mogoče se bo. Mislim, zdaj, mogoče se pa ne bo. Ne bo se.
Haleluja. Ja, kaj pa, če se bo? A po te bo pa strah. Ja, kaj pa, če se bo? Ja, lahko, da se bo še enkrat podražilo. Amen. Bog je z nami. Amen. Bog je naša elektrika. Amen. Amen. On je naš. Bog skrbi zate. Amen.